se o tem malo več govori, ampak še vedno opažam recimo v baletnem svetu, da še vedno je zaželeno, da je balerina ful suha. Mislim, zgleda že skoraj nezdravo, ampak vsi rečejo, ti pa tako lepo zgledaš na odru. A veš, namesto da bi, ne vem, recimo umetniški vodja rekel, zdaj pa pejt, pa si najti pomoč, pa ne prideti nazaj, dokler ne boš zgledala normalno, pa boš zdrava. Ne, reče, anoreksične balerine še vedno dobro zgledajo na odru. A veš, in še vedno, če si suha, dobiš vloge, če nisi suha, ne dobiš vloge. Seveda, okej, ne? En lep pozdrav v novem podcastu Gregorjev svet žensk. Tokrat sem si za gostjo izbral prav posebno žensko. In to na prav poseben dan. Ne vem sicer, kdaj boste tole poslušali in gledali, ampak danes je 8. marec, dan žena. In če kakšen poklic, ker to je poklic, izžareva tisto ženskost in trud, da prideš do vrha, je to zagotovo poklic balerine. Zato je danes z nami Ana Klašnja. Lep pozdrav. Lep pozdrav, pa hvala ti za vabilo. Ja, z veseljem. Hvala tebi, da si rekla pridem, čeprav s tabo res ni enostavno najti pravih datumov oziroma časa. Ja, nekaj časa je trajalo, ampak mislim pa, da bo pa zato tako bolj lušno. Da že tale ambient je super, tako da se veselim. Ja, so v jazz klubu taka underground scena, zato da imava mirno. Da imava mir, ne? Zato snemajo dopoldan, ker zvečer tukaj ni miru. Ja, drugače pa danes je 8. marec, danes je naš dan nekako. Si kupil rože? Nisem A se ti hecaš, pa ne za mene, sem mislila doma, pa to, ko imaš 3 punce. To sem že vse opravil, čakaj. A zdaj si me pa res presenetil. A ne, vidiš? Izvoli. Zdaj pa moram povedati vsem gledalcem, da midva tle drugače pijeva kavo, že prej počvekava že 45 minut in sploh nisem opazila, da ima on skrito tamle. Ja, hvala lepa. Ja, 8. marec je en poseben dan, Že ime mojega podcasta Gregorjev svet ženske je v bistvu namenjen temu, da ker sem oče 2 hčerk, kot si rekla, sem si rekel, kako bi se kot fant, moški, oče pripravil na to, da jih bom pravilno vzgajal v njun svet, ker jaz ga ne poznam. Mi fantje v ženskah vemo to, kako jih morda osvojiti. No, že to je kar nekaj, če to veste. Ja? Okay. Na kaj bom mogel pripraviti punce, da bodo vedeli, kateri fantje so butli in kateri so v redu. Ampak ostali stvari pa ne vem. Zato si vabim takšne zanimive goste, kot si ti, da vidim, kakšen svet je, ne vem, če se odločijo, ne vem, za influencerke, za športnice, za balerine. Sploh, ko se mi zdi, da balet je nekako tako, so sanje vsake majhne punčke in ti imaš 2 in zihar boš slejko prej naletel na kakšno željo. Jaz bi bila pa balerina. Ali pa oči, a gremo lahko na balet. Ali pa le, kako so te baletke luškane. Doma imamo tiste kikelce, niso še ja, to smo jih dobili od sosedov. In kadar poslušamo glasbo, najprej tečeta v sobco, se data gor te... Ja, okej, potem si ga že na srku, veš. To je že to. A tako se začne? Tako se začne, ja, jaz sem bila ista. Mislim, pač so vse iste, se mi zdi. A veš, da to je res nekako tako, neka taka vizija. Ne vem, ker smo pač balerine videne kot neke princeske, In pač vse punčke si želijo biti princeske, želijo biti v lepih oblekcah, s kroncami, imeti princa na belem konju, ali kako že je v pravljicah, in potem vidijo nekako to v baletnem svetu. Ti imaš sina, ampak če bi imela hčerko, a bi rekla, da ne gre po tej poti? A veš, da čisto iskreno, jaz sem si želela fantka. Mislim, seveda bi absolutno imela tudi hčerko, pač če bi imela morda še enega otroka, ampak ja, želela sem si fantka. Mogoče ravno zato, ker se mi zdi, da je svet žensk toliko težji. Nasplošno, ne samo kar se baleta tiče, ampak nasplošno se mi zdi, da od žensk se toliko stvari pričakuje, pa zdaj, ker smo kao enakovredne vam moškim, ampak še vedno, mi ne da moramo hoditi v službo, mislim, moramo, se si želimo, pa biti dobre mame, pa gospodinje, mi moramo še lepo zgledati, moramo biti večno mlade, moramo biti natrenirane, mislim, vse to bi vi radi od nas, da bomo dobre. In nekako se mi zdi, da je toliko težko biti ženska in predvsem, ja, če pa grem nazaj na baletni svet, tudi toliko težko je biti balerina. Ta poklic res zahteva celega človeka in zahteva toliko enega odrekanja, da če bi imela hčerko, Lado me znam, čeprav že ti kam ne da mojo to malo plesati balet. Jaz sem sam rekla, Lado, polomi noge. Ne bi. Bi za kakšnih 10 let do pubertete, do mogoče 16 leta, da dobi tisto gracioznost, eleganco, da se nauči discipline, da razvija muzikalnost in vse to, ampak potem pa ne več, ker je ful krut svet. Res je težko in če si tega 100% ne želiš in če nimaš vsaj malo talenta, ne. Okay, Zdaj sem ti že skoraj vse povedala. Ne, ti si 100% želela, pa imaš ogromno talenta, pa
praviš, da je res krut Ja, svet. res je krut svet. Ampak kdaj si spoznala, da je krut svet? Ko si bila še najstnica, ko še mal kolebaš med to samozavestjo pa ocenami drugih? Pa veš kako, v bistvu, ko si otrok, ne opaziš teh stvari toliko, a veš, pa itak v teh baletnih šolah na začetku, kaj pač ne, 30 punčk na kupu, je vse skupaj bolj igra, a ne, nekako vedno, ali je neka pravljica ali neka zgodbica, pač tako, da se tudi pritegne otroke, a ne. Ampak pol, ko nekako prideš v baletno šolo, ne, v katero pač moraš iti, če se hočeš s tem profesionalno ukvarjati, je to že skoraj vsak dan, ne, so treningi vsak dan, je potrebna neka disciplina, ne, ful velikokrat se ti tudi ne da, ali pa bi počela kaj drugega, ne, pa si stara 12, 13, 14, 15, 16, tudi šola je že mogoče malo bolj na hard, ne. In se ti velikokrat ne da, ne? In pol tudi takrat vidiš, da ni več tako enostavno, ne? Da od tebe pa se zahteva, da so mogoče druge boljše, imaš konkurenco, moraš vseeno vlagati v to. Ne vem, jaz recimo prvi tak res velik šok mi je bil, nekako sem imela srečo, vedno sem bila med najboljšimi, ampak prvi šok mi je bil tam pri 14-15 letih, ko mi je rekla po izpitu profesorca, še zdaj se jo spomnim, pa jo obožujem, mislim, draga mi je ful, ampak se spomnim, ko mi je rekla: Ana, opravlja si z odliko, ampak od zdaj naprej bo pa kako tortico manj treba pojesti. In meni je bilo to tako kruto zavedanje, oh my god, do takrat nisem imela pač težav s težo, pa tudi takrat, mislim, nisem bila debela, za normalnega človeka nikoli nisem bila debela. Ampak ona je meni dejansko to rekla, kao, ja, tlele se je pa malo nabral. Pa 14. Ja, in veš, koliko je bil to šok za mene. Jaz sem šla domov in potem, ko pač punčka pri 14 razmišlja, debela sem in imaš samo to v glavi, debela sem. Veš, koliko je to težko? In potem to shendlati, hvala Bogu sem nekako na zdrav način to predelala in nikoli v bistvu v karieri nisem imela zares težav, da bi se spopadala s kako anoreksijo ali pa bulimijo, ne? Ampak jaz sem imela srečo ali pa pamet, ne vem. Marsikera pa nima, ne? No, to sem hotel vprašati, je tega veliko? Ja, ful. Mislim, sicer ne samo v našem poklicu, ne, se veš, da pač tudi manekenstvo in recimo tudi kolesarstvo pri moških, ne pa skakalci. Plezanje, naprimer Janja Garnbret se je prav izpostavila in je rekla, ja, da bi se mogli o tem več pogovarjati, ker imajo tam plezalke in plezalci s tem velike težave. V bistvu tudi moški, ja, ne samo ženske. Ja. In ona zelo odkrito o tem govori, no, da bi morali v bistvu temu več nameniti pozornosti in se o tem pogovarjati, ne, to je seveda skrito. Pol je tako tudi Mislim, je tudi v baletu, čeprav recimo 20 let nazaj, manj, recimo zdaj od, ne vem, zadnjih 10 let, no, se daje temu malo večjo vrednost, ne, zaradi tega, ker se je res zgodilo, da so bile punce zelo bolne, ne, in so se uničile ne samo kariero, tudi življenje, ne. In se o tem malo več govori, ampak še vedno opažam recimo v baletnem svetu, da še vedno je zaželeno, da je balerina ful suha. Mislim, zgleda že skoraj nezdravo, ampak vsi rečejo, ti pa tako lepo zgledaš na odru. A veš, namesto da bi, ne vem, recimo umetniški vodja rekel, zdaj pa pejt, pa si najti pomoč, pa ne prideti nazaj, dokler ne boš zgledala normalno, pa boš zdrava. Ne, reče, kako anoreksične balerine še vedno dobro zgledajo na odru. A veš, in še vedno, če si suha, dobiš vloge, če nisi suha, ne dobiš vloge. Seveda, okej, ne, saj se gleda, ne, tudi, da imaš ti še vedno moč pa neki, ampak ja, suhost je še vedno, veš, to daje tisto nežnost, tisto mehkobo, v bistvu lahkotnost, ne. In dokler nekako še lahko plešeš, ne, si super krasna, pa si lahko anoreksična, pa se, ne vem, enim punca vidi že na obrazu, na koži, že lasje so redki, a veš, blede so vse, ampak ne, ful si lepa. A je tebi lažje govoriti, zato ker si prva v ansamblu, prva med balerinami in ker imaš res dolgo kariero, to pomeni, da je bila res ta konstanta dolg, tiste, ki se pa borijo, da bi prišle na tvoje mesto, se pa še borijo in so v bistvu ves čas o tem, jaz pa bi tja prišla in gledajo, kaj vse bi se dalo narediti. Absolutno mi je lažje tudi zaradi tega, ker vem, da sem odplesala že toliko enih vlog in da v bistvu je moje srce nekako zapolnjeno, kar se tiče baleta. In lahko rečem, da sem srečna, kar se tega tiče, ker vem, da tudi če, ne vem, danes, upam, da ne, ampak zaprem vrata, da sem naredila vse za svojo dušo, kar sem si želela, a ne, in odplesala vse in da sem imela res lepo kariero. Ampak vseeno, ja, one se morajo še bolj boriti, mogoče še bolj dokazovati, še bolj odrekati enim stvarem, ne, ampak tudi jaz, ne, a veš, 20 let kariere pa imam nek status, a ne, in moje ime nekaj pomeni, ampak še vedno, ne, če bo ena, ki je pa stara 20, ne, bolj suha, pa boljša, pa bolj pripravljena delati, pa bolj se dokazala, bo pa ona plesala, ne jaz, ne. Torej, to nič ne pomeni, ne, še vedno tudi jaz tekmujem z njimi.
pa recimo je njim veliko lažje se skoncentrirati samo na balet, kakor meni, ker sem še mama zraven, ker imam še življenje zraven, ker imam mogoče še kakšen drug poklic zraven, a ne. In predvsem, ker sem, ne vem, 15 let starejša in nimam luksuza za ta počitek, ki imajo one, in tudi moje telo se regenerira, ne vem, 3 dni, njihovo se v 5 minutah. In iz tega vidika pa je mogoče njim lažje, ne? Še eno vprašanje žensko imam. Ženske ste morda bolj občutljive kot moške, ko gre za to neko tekmovalnost, a ne? Veš, da sem opazila, da ja. Ja, ne? Res je tako. In koliko je tega in predvsem, ko zmagaš, in ti si velikokrat zmagala, ko je šlo za to vlogo, a misliš, da te drugi potem oziroma druge bolj grdo gledajo in kako se s tem spopadaš, recimo? Ker ko si bila mlada, še nisi vedela, zdaj si samozavestna ženska, je pač vse drugačne. Mislim, samozavestna, veš kaj, vsi imamo svoje strahove in frustracije, saj veš, ne? Ampak ja, nekako, valjda je lažje zdaj, ker nekako, bom rekla, sem bolj zrela, sem že nekaj dala, če si dokazala, kaj zmorem, a ne? Ampak, ja, čakaj, da se vrnem nazaj, zdaj sem te pa zgubila, rdeča nit. Privoščljivost, neučljivost, pa tudi ti gledaš na njih, verjetno pa rečeš, vem, saj ste bile zelo dobre, ampak zmagala sem, tokrat sem jaz dobila vlogo, ne? Mislim, veš, kako ti bom rekla, da smo si ful različni ljudje, ne? A veš, tudi recimo v našem ansamblu, pa skozi leta in leta v karieri, a ne, so bile različne punce z različnimi karakterji moja konkurenca, ne? In veš, včasih je res težko zaradi tega, ker grem zvečer spat, pa rečem, kako ona preživi, kako ona gre spat, ko ve, da je toliko nepoštena, da dela za hrbtom, da bi šla preko trupel, da bi dosegla svoj cilj, ne? A veš, nesramna je do vseh okrog, a veš, in kako ona lahko mirno spi. Ampak si rečem, lej, vseeno mi je, jaz pač tega ne bom počela. In ne vem, meni se zdi, da kjerokoli vlogo sem jo dobila zato, ker sem si jo zaslužila in sem pomirjena s tem, da sem si jo zaslužila. In tudi, ko sem jo dobila, sem hotela upravičiti to, da sem si jo zaslužila. In sem pač delala in sem vse vložila v to, ker kadar nisem, sem se zelo tepla po glavi, no? Če se je kdaj zgodilo, da nisem. In tudi naučila sem se, da če ti kaj ne uspe, da najprej kriviš samega sebe oziroma najprej pogledaš, kaj si ti narobe naredil, kaj bi ti lahko naredil drugače, da bi ti uspel, preden začneš druge kriviti, ne? Ker najlažje je reči, ja, ne marajo me, ja, ne vem, ni fair, zaradi tega pa tega pa tega. Kaj pa če mogoče se jaz nisem dosti pripravila ali pa nisem bila dosti koncentrirana ali pa, če pa jaz vem, da sem naredila vse, pa sem lahko nekako s tem pomirjena, ne? A veš, zdaj vrtam, se ne vrtam, Kam vrtaš? vrtam, ko si rekla, joj, rekla bi ne je to v balet in zdaj bi rad spoznal, kaj vse je v tem baletu drugače ali pa isto kot v vseh drugih športih. Mislim, veš kaj, prej, ko sva se pogovarjala o tem, da smo ženske ful bolj tekmovalne, pa nevošljive, pa tudi zahrbtne, v bistvu se mi zdi. To opazam že zdaj v šoli, ne, ker imam pač fantka, on je v 2. razredu, ne, kolikrat razlaga, recimo, ja, pa so punčke, pa tam nekaj klepetajo, pa una je bila grda do une, pa uno, pa jaz rečem, kaj pa vi, ne? Ja, nam je vse. A veš, res hecno, zakaj smo ženske take? Mislim, iz kje to izhaja, ampak mogoče ste pa vi krivi. Očetje? Ne očetje, moški. A veš? Mislim, sam si ne predstavljam, ko daš take punčke, potem, ne vem, pri 12-13 v neko dvorano, kjer se v bistvu že začne ta tekma. Tekmovalnost, ja. Ne, kdo bo imel nosilno vlogo, kdo bo solo plesalka, kdo je morda malo bolj dnevna in to je težek svet. Mislim, ja, pri nas ful velikrat vidim, a veš, ne za mlade, za vsakega, a veš, tako ful velikrat vidim, tako, ko so kakšne tako pri strani, pa gledajo kakšno, in jim vidiš na obrazu, da šimfajo, ne? Ampak se mi zdi, da pol te kar ta svet potegne v šimfanje. Velikrat sem tudi jaz šimfala. A veš, in je grdo. Mislim, ni fair, ne? Mislim, vsi imamo svoje kikse, ne? Dajmo gledati pozitivne stvari, ne? A pa te vzamejo te punce tudi kdaj kot idol, ali pa kot, ne vem, nekaj, kar si pa same želijo, ne? Ja, in mislim, moram reči, da je to ful dober občutek. Ful je dober občutek, ko pridejo, ali prej, ko sem bila mlajša, pa so recimo mi starejše rekle, ti Anč, veš, dobro si to naredila, ne? Ali pa recimo zdaj, ko sem starejša, pa kakšne mlajše, ki so recimo ful talentirane, pa me je v bistvu tle nekje odzadaj ful strah, da me bojo pošišale kmalu, ne? Pa pridejo potem do mene pa rečejo, kao, you danced well, kao, you were beautiful tonight. A veš, recimo pač večinoma imamo tujke, ne? A veš, in mi v bistvu to ful pomeni, mogoče še več od mlajših, a veš, zaradi tega, ker vem, da si mislijo, pa daj spel se že, a veš, ker točno vejo, da ko mene ne bo, da bojo one, ne, poletele, ampak mi je to mi je lepo, ja.
ampak ti se ne daš. Ne? Ko sem pogledal, katere vloge glavne si imela, 2002 se mi zdi, da je bila prva v Hrestaču. Ja. Videl sem, da si bila zelo ponosna, ko se te dal v tem Labodjem jezeru noter, da si dobila vlogo, za katero nisi bila narejena. To si posrčal. Moram se pripraviti. O baletu nič ne vem, razen to, da sem živel življenje balerin skozi filme, tiste ruske balerine, to smo videli, kako so bile to take velike zvezde. Pa ja, vsake toliko časa ti kaj uleti. Ja, pa potem seveda vsi smo ga gledali, Black Swan, tako je, a je tako? Ma veš, kaj ti bom povedala? Ok, film je malo potencirano vse skupaj, ne? Mislim, v tem filmu zgleda, kot da imamo vse anoreksijo, pa da smo vse zafrustrirane, usekane, ne vem, nevrotične, razumeš? Mislim, ni čistko, malo je potenciran, ampak je pa tako, no. Je pa tako, ja. Vse imamo, non-stop se moramo odrekati hrani, non-stop se moramo dokazovati, kazati, koliko smo predane temu plesu. Vsakič, ko pride, ne vem, nov umetniški vodja, nov koreograf, nima veze, tudi če imaš neko ime, še vedno on bo iskal nekoga, ki bo dal za to vlogo vse. In če ti tega ne pokažeš v unem trenutku, če on tega ne dobi od tebe, te lahko tudi odpika v bistvu. Tako da je dosti krut svet, no. A si velikrat jokala po treningih? Velikrat sem tudi na treningih. A res? Ja. Velikrat sem tudi odzadaj za kuliso, pa sem se mogla pol sestaviti, pa se reči, pojdi nazaj na oder. Ko pa gre za res, takrat, ko je pa nastop, takrat pa... Ne, se ti pravim, da tudi recimo med nastopom, veš, sploh, če imaš ti prvo vlogo, ti si lahko po 3 ure non-stop na odru, prihajaš, odhajaš, imaš pa dedeje, solo točke, dejansko si ti vodiš celo predstavo, mislim, to je blazna odgovornost. A veš, pa... To je zaradi bolečin, ali zaradi pritiska, ali zaradi česa? Zaradi vsega, ali zaradi bolečin, ker sem šla poškodovana plesati neštetokrat, ali zaradi nesigurnosti, recimo, ko ti kaj ne uspe, pa veš, da te gleda koreograf ali pa umetniški vodja, ali pa recimo kolegice v kulisah, pa ti ne prvoščijo, pa si rečeš, fakt, to mi... Prosti, joj, se upravičujem, ker za beseda pip, joj, to mi ni uspel, ne. In potem greš dol in se začneš frustrirati in zdaj moram še na težji del gor in danes ni moj dober dan. In ja, in bi najraje kar šla domov, pa se pokrila z deko čez glavo, ampak moraš, ne. Najhujše je, ko pač plešeš potem, ne vem, za koreografa, za umetniškega vodjo, zato da se dokažeš svojim sodelavcem, namesto da bi plesal za publiko pa zase. Mislim, ker to je point naše umetnosti, a ne. Mislim, ljudje pridajo gledati lepoto, umetnost, ljubezen. In ti se pa tam frustriraš, kako boš naredila pirueto, kako boš ne vem kaj. Ja, to je ta svet. No, ampak treba je pa vedeti, naprimer v kolesarstvu zasledujejo cilj, da so prvi v cilju. Ja. Pri vas pa popolnost, in tle res govoriva o popolnosti Gregor, od prve minute do zadnje. To je najtežji šport, umetnost, poklic na tem svetu, če mene vprašaš. A veš, v kolesarstvu se ti ne rabiš smejati, ti ne rabiš pripovedati zgodbe, ti ne rabiš zgledati lepo. A veš, ti sam piči, ne? Pri nas pa moramo na polno uporabljati naše telo, ker je pa zdaj balet toliko napredoval, da je res, mislim, profesionalen šport. Zraven moraš pa biti še umetnik, ne? A veš, pa moraš biti nežna, pa moraš biti lahkotna, pa moraš biti, ne vem. Eden izmed zaljubljena, prijazna, ne vem kaj vse, veš. No, to eden izmed stereotipov, vedno je, da se balerine vedno zaljubite potem v tega umetniškega vodjo. Koliko je res te ljubezni, ali več sovraštva? Čak, da pomislim. Po moje sem zamenjala 10 umetniških vodij, pa ne vem, če sem bila v koga zaljubljena. Kaj pa obratno? Ja, to pa ne vem. Ne, mislim, je res, da dejansko kdorkoli pride, pa prevzame našo kompanijo, eni pridejo, pa nas že poznajo, eni pridejo čist na sveže, je ful težko. Ko vsak pride z neko svojo vizijo in potem se začne spopadati z nešteto problemi, dobi 50 ljudi, ki imajo vsak svoje probleme in frustracije, In jaz verjamem, da je tudi na drugi strani biti ful težko, Ampak nam je pa tudi težko, zato ker vsak prinese en ta svoj vibe, vsak prinese, ne vem, vsak mu so všeč eni drugi ljudje, ne vem, nekdo pride, pa mu niso všeč Japonci, nekdo pride, pa mu niso všeč balerine, ki niso ful suhe. In sploh ne odstopa od tega, samo suhe bojo plesale, Potem, ne vem, pač vsak ima svoje neke, kaj mu odgovarja, In je zelo težko, ko včasih pride kakšen umetniški vodja in se pač v štartu odloči, ti si pa premajhna. In se je tudi že zgodilo, jaz sem zaštartala svojo kariero, recimo 5-6 let plesala sem prve vloge, res kariera je šla tako, pa je prišel umetniški vodja,
In nisem v 5 letih nobene solo vloge, razen teh, ki sem jih imela odprej, dobila na novo. In valjda, ne vem, po 1 letu sem šla v njegovo pisarno, sem zbrala pogum, pa sem rekla, oprosti, jaz delam vse prav. Kaj se je zgodilo, zakaj ne? Ja, meni si premehna za prvo vlogo. Pač neumnost, ne? Ampak on se je tako odločil. In dejansko nisem nič plesala v 5 letih, nisem imela kaj. Prav počakala si. Mislim, Ali si hvala upala, Bogu, da bo menjava? odprej sem imela, se je ponavljal repertoar, ne, tako da sem še vedno imela na sezono po, ne vem, 2-3 glavne vloge, ampak ko pa je bila nova premiera, sem pa plesala recimo drugo glavno vlogo. In kaj se takrat v tebi zgodi? Ja, ne fair. Ne fair, ne, zakaj je to tako, veš? In potem se ti vse začenja nabirati uno neko sovraštvo, una neka jeza, veš? In to ni okej. In veš, pa so tudi poškodbe, zato ker greš vse na silo, ker to ni več iz ljubezni, a veš, ta poklic moraš delati iz ljubezni. Ampak žal pač vse naokrog, ki je od zadaj, behind the scene, ni sama ljubezen, ne, je marsikaj drugega tudi, ne. Ja, to pridemo gledati sam gledalci potem, veš, ko se sedemo tam. Ja. Ko smo delali na svetu, se spomnim o kulturnih delavcih v Sloveniji. Ti si kulturni delavec, ne? Ja, v bistvu sem še vedno, športnica, balerine, pa gasilci, pa policaji, mi smo v bistvu v istem košu. Ja. Ampak ko smo pa pogledali plače, je to neverjetno. Ne? Naprimer, če si ti plesal v Rusiji pred vojno, ali pa če si kjerkoli druge v Italiji, naprimer, ne? V Ameriki ste bile ali pa so balerine zvezde kot pri nas, samo tam je ta zvezdništvo na čist nekem drugem nivoju. Mislim, ja, meni se zdi, da že načeloma v državi to, kako oni, mislim, je res balet visoko cenjen. Se ne pravim, da pri nas ni, ampak ni to neka taka kultura baleta. Ne? Pri njih je to res, nekako tam se je tudi rodil na nek način in je pri njih to res tako zavedanje, da je balet tle gor. Ne vem, recimo, vse tudi iz Romunije k nam pride ogromno plesalcev, tudi tam, ne, tam imajo tudi višjo šolo za balet, mislim, tam si ti res spoštovan in cenjen, pač baletni plesalci so res na nivoju, ne. V Sloveniji se ti zdi, da ste? Mislim, ni se to toliko razvilo še, ne, a veš, nimamo niti višje šole za balet, a veš, in potem v bistvu tudi, ko pademo, ker še vedno smo javni sektor, ne, mi pademo, tudi jaz recimo, ko sem najvišji, padam še vedno v razred, ko ne morem iti višji, zaradi tega, ker kao nimam visoke izobrazbe, ne. Pa pride, ne vem, ena iz Romunije, pa recimo slabš pleše kot jaz, ampak ona bi pa lahko, ne, ker pač je naredila kao to šolo, ne. Mislim, tako malo je vse skupaj nesmisel, ampak... Se ne bo zdaj v tem denarju, ampak vseeno, ne, ko se mlade punce odločajo, da grejo za balerine, morajo v resnici na začetku vedeti, da to ni poklic, s katerega bi ti... Ampak greš pa z ljubezni, ne? Ja, točno to sem hotela reči, v ta poklic pač ne greš zaradi denarja, ne. Ampak dejansko tudi če si pač res najboljša na svetu, je veliko denarja. Recimo tudi, a veš, koliko hodiš po kakšnih gostovanjih, pa ta gostovanja so dobro plačana, ful. Jaz vedno, ko sem šla tako, mislim, to si ful vesel, da te kam povabijo, ker res dobiš tako, ne vem, enomesečno plačo v enem večeru, a veš. In si pač rečeš, madonca, tole je pa kar fajn, ne. A veš, in potem si rečeš, zato pa je vredno uničevati svoje telo, pa cele noči, a veš, ne spati, pa posvečati se sam baletu, ne. No, to sem te hotel vprašati. Če imaš to solo, je seveda vrhunsko, ampak se pravi, največji vrhunc pa je, če greš lahko nekam ven, ne? Ja, a veš, mislim, nekako... Kaj si ti najbolj zapomnila, kaj je bilo tebi? Ja, v bistvu, zdajle nedolgo nazaj, no, naš umetniški vodja je delal eno predstavo v Rimu, pa v Pizi, v Italiji, ki je bila pa 2 leti nazaj tudi pri nas, ne, in sem jaz takrat plesala na premieri pri nas, ne, in je v bistvu povabil mene, pa Kento Yamamoto, pač tega našega prvaka tudi baletnega, ne, ker sva takrat plesala že glavni par, da greva z njim pač in sva plesala v Pizi in v Rimu za novo leto. Mislim, tako za Božič in za novo leto. 3 predstave smo imeli, pač res ful lep denar, ampak tudi ful lepa izkušnja, ne, ker prideš tja, čist drug ansambel, pač tam so bili pač te njihovi izbrani iz vseh različnih hiš, ne. In si pač gost solist, a veš, čist drugače si tretiran kot doma, ker so ti vsi navajeni in je tako, ne vem, ful je bilo dobro, pa italijanska publika že itak čist drugačna, veš, ko so pač temperamentni, napolno, veš, oni so cepetali z nogami, bravo, veš, in je ful bil feeling, no, tako, kar doživetje. Tukaj verjamem, da je zdaj naš snemalec Cako tebe res dal na blizu in pokazal, ker ko ti to zdaj razlagala, ne, so ti res oči kar žarele, ne, res se vidi, da kljub res zavidljivi karieri, to res rada delaš še. Ja, ful to rada delam. A se moraš spopadati z mislijo, da nekoč pa pač prije čas, kar rečeš, kaj pa zdaj? Ja, ampak imam to srečo, da od nekdaj se zavedam, da to ni edino življenje, ne? In se mi zdi, da nikoli ne smeš pasti, čeprav od tebe, mislim,
sam poklic zahteva to od tebe, da ti se totalno predaš in padaš noter in balet. Ne, nikoli ne smeš čist pasti v to. In se mi zdi tudi, da tiste punce, ki so samo balet, se jim na odru vidi, da so fake, ker nimajo globine, nimajo izkušenj normalnega življenja, nič drugega jim nič ne pomeni, zaradi tega, ker nimajo nič drugega. A veš, in sem si vedno rekla, Ana, ni samo balet, ne, ustvari si življenje poleg tega, ne, moraš imeti rada tudi druge stvari, ker enkrat se bo to končalo še prehitro, ne. In hvala Bogu, ne vem, imam družino, imam prijatelje, imam še kako drugo kariero, a ne, in nekako druge strasti, ki jih želim še početi in se jim posvečati, ko bom nehala plesati, in se po eni strani tega ful veselim, pa tudi toliko sem že odplesala, da moram reči, da sem zapolnjena, no. In se tudi veselim dneva, ko bom vstala zjutraj in me ne bo vse bolelo, Gregor, ker to je toliko zafrknan, res, ker ko si balerina, ti res si navajen, da se zjutraj zbudiš in si A se moraš najprej ogrevati jutri pol, sploh da vse, a res? Ja, starejši, ki si dalj časa se moraš ogrevati, veš. Tako včasih sem samo ok, ob 9 sem vstala, ob 10 je bil trening, na hitro pojedla neki čop, a razumeš, in sem že bila v dvorani 1 minuto prej. Zdaj se je treba malo, a veš, kolke, sklepe, vse, a veš. Tako da ja, vedno več zahteva v bistvu od človeka. To, da si mama, da si bila noseča, rodila in se vrnila nazaj, v športu, v tem profesionalnem, na najvišjem nivoju je to vedno res zahteven proces in tudi pri tebi je seveda bil, ampak ti si kar pohitela. Pol sem nekje bral, da si rekla, če bi kasneje vedela, res je. Ne bi to naredila. Ne bi. Ampak sem tudi bral, zakaj si to naredila. Zdaj vse to, kar sem te poslušal, je razumljivo. Ti si večino svojega življenja posvetila temu in te je bilo strah. Mene je bilo strah, da bom vse izgubila, ja. Mene je bilo strah, ne da me bo ena, da me bo milijon njih prehitel in da me ne bojo več rabili, ker pač vsak je nadomestljiv, ko pač te je treba nadomestiti, se te nadomesti, ne. Pač show must go on, ne, nima veze zdaj, če je Ana noseča, ne, si se sama tako odločila. In ja, jaz sem se bala, da bom vse to izgubila in sem ful hitela nazaj in res sem naredila napako, zato ker moje telo ni bilo pripravljeno. In se mi zdi tudi, veš kaj, prav hudo mi je na to pomisliti, ker Miha me je ful podpiral, vsi so me podpirali, samo so mi vsi rekli, Ana, žal ti bo, ne. Ne tega delati, ne. Utrujena boš, izkoristi vseh 11 mesecev, bod z otrokom, a ne. Ampak nekako, ja, peti mesec po rojstvu, v bistvu sem jaz že premiero plesala, ne. Po 3 mesecih sem šla nazaj. Sicer mal, ampak pač ful je bilo težko, se mi zdi tudi, da za naju z Miho je bilo zaradi tega ful težko, ampak ne vem, jaz sem bila njemu fovš, ki je šel v službo, ki je šel na Pop TV, ki je šel delati projekte, ki se mu je dogajalo, ki je bil z ljudmi. Jaz sem bila tam zaprta doma z bitjem, ki se v bistvu ne odziva še neki ful na začetku in ga v bistvu samo serviraš. In ko ti greš iz tle in kar naenkrat tja in imaš ono bitje, ki ga imaš neskončno rad, ampak si fovš vsakmu, ki gre lahko čez vrata ven, pa ima normalno življenje, ne. In ja, in sem si ful želela hiteti nazaj, ampak se nisem pol sestavila še po moje 3-4 leta fizično, no. Ful me je sesul, mislim tako, prav vse, ne vem, glavoboli, želodec, vse, prebava, mislim res prav in ful sem se sesula in zdi se mi tudi, da je to sesul tudi moje razmerje z Mihatom ful, ker so bila oba ful utrujena zaradi te žrtve, ker sva jo v bistvu oba naredila, no. A to ne govorijo zdaj samo fizični, a ne, tudi psihični. Ja, seveda. Si več čas razmišljala. Ja, ko si doma razmišljaš, ok, una vloga te korekcije, tretje, razmišljaš o baletu, ko si v službi razmišljaš, joj, je tam malo v redu z varuško, a bo vse cool, a veš, kako bo, ali pa ne vem, malo je prehlajenje, jaz sem pa tle, mogla bi biti doma. A veš, ja, in sem se skozi žrla in ne, ful ni bilo v redu. In zdaj vsaki rečem, vzam si ta čas, ki ti pripada, no. Nič ti ne bo šlo, če si zares želiš, no. Boš vse spet nekako jela, no. No, ravno to sem hotel vprašati, a na koncu kdo drug to ceni? Mislim, to odrekanje, ha? Ne. Mislim, v bistvu ti na konc dneva noben ne reče hvala, veš. No, to se mi, zato ker vedno nam se zdi, da moramo, ne, zaradi drugih. Veš, kolikokrat se mi je zdelo, da moram, ne vem, na pol mrtva, razumeš, poškodovana, ne vem, hrbet, ne vem kaj, 6 predstav, ena je zbolela, razumeš, se ne morava menjati, sem jaz edina zasedba. A veš, in valjda si rečeš, moram. 6 predstav eno za drugo, to je tako, da bi profesionalen nogometaš 6 tekem odigral eno za drugo. Pač nemogoče. Mislim, ne, da se ubiješ praktično. In ne vem, po 4. predstavi sem že, ne vem, dobila injekcijo v hrbet, ker nisem mogla več, a razumeš, ampak ne, dajmo še 5. pa 6. predstavo. A veš, in si rečeš, pač na koncu si ti rečejo, bravo Anč, a veš, si zvozila, rešila si, Ampak drug dan je nov dan, ne?
Ja, in jaz sem invalid na pol, a veš, oni pa grejo naprej, ne, pa bojo pol drugo vzeli, če mene ne bo. A veš, ampak jaz se bom dolgoročno spopadala s to poškodbo, oni bojo pa čez en mesec pozabili, ne. Še ena stvar o depresiji, zdaj, ko govorim tako le ženskami, dostikrat omenijo nekaj izgorelost, druga depresija. Ja, Koliko a pa misliš po porodu nasploh, ali? Morda to, ali pa nasploh, Aha, ker ti si res tako hitro šla nazaj, Ja. ampak zdaj lahko tudi prej. A te kdaj tudi tako potre, da začneš pa malo težke misli razmišljati tako? Misliš malo anksiozno, kako se že reče pravilno? Ja, ta Anksioznost? anksioznost, ja. Kako je s tem Veš, kaj se mi v zdi, da vašem itak, svetu ali pa pretepno? ne, itak se mi zdi nasplošno, da glede tega v današnjem času smo kar vsi mal, vsaj tu pa tam nagnjeni k temu, a ne, da vedno pomislimo, kaj pa bo, kaj pa se bo zgodilo, ali pa a bo to v redu, a se bo to dobro končalo, ali pa kako pa bomo čez, ne vem, toliko pa toliko let. A veš, in je to ful groznega, pol včasih pozabimo, da je pomembno zdajle in da imamo to zdajle in v bistvu samo to imamo zares, ne. In potem, kar živimo 5 korakov naprej, namesto zdaj. In recimo, moram reči, ja, da jaz, ko sem pač rodila, tako kot smo se prej pogovarjala, ne, ja, meni je bilo po eni strani ful hudo, a veš, tisti, ki reče, otroci, božji blagoslov, najlepša stvar na svetu, kaj, kako, a veš. Rečejo, ja, bodi sama z otrokom, doživljaj ga, ne vem, a veš, posvečaj se mu, povežita se, pa kako naj se zdaj povežem s tem, razumeš? Itak sem cele dneve googlala, kaj to pomeni, če, ne vem, se mu spahuje, kaj ima krčke, kaj ima uno, kaj ima tretjega vozila, tja. A veš, itak se sam s tem ukvarjaš. In ja, jaz sem bila takrat, ja, ful sem bila otožna, ampak nasplošno tudi velikrat tako čez kariero, veš, ko si rečeš, mogoče nisem dosti dobra ali pa karkoli. Pa potem tudi v bistvu, ko sem nama z Miho ni šlo, a veš, sem malo nagnjena k temu, da sem pač pri sebi iskala napake, a veš, in da sem bila skozi, jaz sem kriva za vse to, jaz sem vse to, a veš, in je težko se potem iz tega ven izkopati, ko se enkrat zaciklaš, ne. Veš, to se mi zdi najbolj fascinantno. Vsi tisti ljudje, ki morda niso na vrhu, se ves čas krivijo, ampak in pa reče, vse drugi tega ne počnejo. Potem pa govorim s takimi zvezdami v svojem poklicu, ki so res čisto na vrhu, pa imate iste težave. A ne? Se mi zdi to tako netolažilno za koga drugega. Ne vem, kaj hočeš povedati, ja. V bistvu se vsi s tem spopadamo. Tle nismo zdaj, ne glede na to, kaj dosežeš ali pa ne dosežeš v življenju. Ti si prej rekla, jaz sem se pol naučila, če sem jaz naredila vse, kar sem lahko, je to bil že ena kljukica, da rečem, ok, bom pri sebi iskala sicer, ampak viš, to je ta tenka meja med tem, ali pa sem zdaj pa jaz kriva, ne? Ja, to je res, ja, to je res. Ampak se mi zdi, veš kaj, da problem je v tem današnjem času, ko nekako vsi zahtevajo od nas, da smo non-stop dosegljivi, ker je zdaj to kar normalno ratalo, ampak če nisi tako, potem ne moreš iti v korak s časom, zaradi tega, ker vsi okoli tebe so. Pač telefoni non-stop zvonijo, dostopni smo skozi, dela se, ne vem, 18 ur na dan, dela se 10 različnih stvari, zato da ja, bomo dobro situirani, da bomo dobro živeli, ampak potem v bistvu zares ne živimo, ne. In zdaj si odprla to drugo pot. Če bi bila ti morda samo ta prima balerina, solistka s to super kariero, bi te ljudje malo manj poznali. Potem si pa stopila še v ta medijski svet, ne? Postala žirantka. Ampak mi je všeč, veš. No, saj to je, veš, si rekla, moraš imeti nekaj drugega. To te je tudi potegnala, ne? Vidim, da tam tudi žariš v resnici. Veš, tudi si. To mi je, ne vem, to mi je tako, v bistvu, ti moram reči, da to, ne vem, jaz sem bila, koliko, 30, takrat, ko sem bila prvič v žiriji. In zdaj lahko rečem, da ta oddaja mi je bila en tak flip v razmišljanju, veš. Do takrat sem se pač, itak še nisem bila mama, takrat ukvarjala sem svojo ritijo, veš. In dobesedno, ne. A veš, kaj ona bo, kaj ona ono, kaj oni paše, kaj ona, ne. Ampak potem pa prideš v to oddajo in dejansko se od tebe nekako zahteva, a veš, da se ukvarjaš z unimi ljudmi, ki jih imaš tam gor. In to so normalni ljudje, ki nikoli niso v lifeu bili na televiziji, a veš, ki niso neke zvezde, ki dejansko so prišli tja z nekim upanjem, z neko željo, ja, z neko vnemo, z nekim žarom v očeh in ti moraš iz njih vse to zvleči, po drugi strani moraš dati dobro popotnico za nastop, potem tudi dati neko dobro popotnico za življenje in da, ne vem, nekako ne obupajo v tej svoji strasti, ki so jo prišli predstaviti, kar pa pomeni, da jih moraš biti pripravljen ful poslušati, in se ful vživeti v njihovo zgodbo. A veš, in Ana prej je pač skrbela samo za sebe in za svojo zgodbo, ne. In sem se ful naučila, kako poslušati ljudi, veš, kako biti empatična, kako se vživeti v njih, ne. In kako si predstavljati, kako bi jaz na njihovem mestu ali pa mogoče iz svojih izkušenj skozi kariero jim probati pomagati. In mi je v bistvu oddaja ful dala. In še dan danes, mislim,
me preseneča vedno znova, koliko je to fajn oddaja, koliko je človeška, koliko v bistvu, koliko te gane in koliko je vzgojna za otroke. Mislim, ni samo zabavna, dejansko je vzgojna. Dejansko daje otrokom neko vizijo. Vse lahko, če si želiš, če se potrudiš, če se temu predaš, a ne? Tako ful je fajna oddaja, no, res. Lej, žarim isto, ko govorim o baletu ali pa o tej oddaji. Mislim, ful je imam rada, no. Ampak je bil pa to drug sveta, ne? Ja, čist drug svet. Trije sovoditelji, 2 voditelja tam na terenu. Ja, čist drugače. Scenarij so ti napisali in potem si mogla ti slediti temu. Ja, pa veš, kaj je še čist drugače? Ker recimo tega nikoli v baletu ni, ne? Jaz sem prišla na Pop TV in ja, valjda pač baletna solistka, voditeljca pa to. Ampak jaz sem bila nekako tam vedno ful, zdaj bo to tako zvenelo, ampak veš, vedno ful je poskrbljeno zate, tako si dama, si žirantka, tam sem je vedno, mislim, še zdaj nas pač ful nas pedenajo, vse je zrihtano, veš, vse je taj za to, nič ni prepuščeno na ključju. Mislim, Pop TV res pač to obvlada, da organizacija štima v nulo, pa ne da v operi ne. Ampak v operi sem, veš pač, v operi sem od mehkega skozi gor, tam pač Ana je, tja pa pridem in sem nekako tako gospa, veš, in se usedem in vsi skrbijo za me in meni je kratko, ne, se bom jaz. Pa ne, jaz sem zato, da ti to prinesem. A veš, in mi je tako, wow. Mislim, a veš, sej ne da bom zdaj to izkoriščala, veš, jaz še vedno se mi zdi, da nekako ostajam skromna v svojem, ampak se mi zdi pa to tako. Koliko me razvajajo na tej televiziji, ja, veš. Pa se ti zdi, da zdaj si res videla 9 sezon, 10 prihaja, da talenta nam ne manjka, ne? Ne. Samo malo se spreminja, vsaj sam imam občutek, da prihajajo neke nove, kaj pa vem, tudi drugačna energija tam od teh ljudi, ki pridejo, no? Ali se tebi zdi, da je ves čas podobno, pa samo pridejo z drugimi nastopi? Ne, sploh ne, se mi zdi tudi tako, da več starejših ljudi zdaj že tudi prihaja, ja, in si nekako upa, zaradi tega, ker ve, da recimo tudi, če ne bojo šli v naslednji krog ali pa karkoli, bojo dobili neko pozitivno popotnico, a ne, in če v bistvu oni nastopijo pozitivno, malo za hec, malo za res, a ne, ampak da pač ne jemljajo svoje neke sanje. Ja, a veš, ampak da pridejo gor z neko energijo, lej, kar bo pa bo, sem prišel probat, da ni tisto, grozni ste, ki ste mi zdaj dali kritiko, ne? Da se vedno zgodba ful dobro zaključi in da ne morejo slabo izpasti, ne? Ker se mi zdi, da je bilo vmes par sezon, ko je tudi veliko ljudi rekli, ne, pa ne bomo prišli, da ne bomo zavrnjeni, pa da ne bomo si sramote naredili, pa da ne bomo glupo izpadali in verjamem, da je to ful, mislim, težko in da te to pol zabremza. Ampak se mi zdi, da so se zdaj ljudje navadili, da jim mi vedno damo eno tako lepo popotnico, da nikoli nismo nesramni ali pa karkoli, a veš, in da v bistvu ne moreš glupo izpasti, no. Zdaj, ta televizija ti je dala še nekaj, da si postala tudi med mladimi zelo popularna, pogledal sem tvoje socialna omrežja, ti si super, mislim, da imaš 33,000 sledilcev na TikToku, če se ne motim, ne? Ne, v bistvu največ 70,000 jih imam na Instagramu. To ja, ampak mene ta TikTok me je pa tako prav presenetil, sem rekel, pogledajo Ano na TikToku. Ampak veš, da na TikToku ful malo objavljam, zaradi tega, ker itak se mi zdi, da Instagram še vedno tako nekako primaren, sploh za te moje, za najno populacijo. Ja, lej, pač. Ne, res je. Tako je, ne, ampak jaz sem se pa v TikToku tudi angažirala vsaj malo, tisto, da mi kao neki laufa, ker pač vem, da je to prihodnost, ne? Prihodnost je v mlajših generacijah in to je njihov je TikTok, ne? Facebook pa se veš, ne? Vem, Facebook je za stare, pravijo ta mali. No in zdaj so spet skačeva malo iz te baleta pa na televizijo na to prihodnost. Kaj pa je tista stvar, ki si jo ti v prihodnosti želiš? Kaj boš pa naredila iz tega vsega znanja, prepoznavnosti, tega truda, ki si ga vlagala? Ma veš kaj, itak mislim, da pač, ko se ti zaprejo ena vrata, se ti druga odprejo, veš, in se mi zdi, da kakor se po eni strani bojim dneva, ne, ko ne bom več plesala, čeprav, kot sem rekla, sem okej s tem, ne, ampak še vedno, veš, nikoli nisi totalno okej, pač ne veš, kaj se ti zgodi takrat, a veš, mogoče ti je en teden dober, en mesec dober, pa kar naenkrat rečeš, oh my god, ne, konc je tega mojega lajfa, ne. Ampak se mi zdi pa, da bom najdla toliko enih stvari, veš, v katerih še lahko uživam, ali pa mogoče, ki jih lahko drugim ljudem dam, ki jih lahko naučim. Ne vem, z vsem tem, kar sem se jaz naučila v svoji karieri, tako televizijski kot baletni, a ne. Tako da ja, po moje se mi bo odprl ful enih stvari. Itak imam, a veš, tako ful stvari, ki jih še delam zraven, a veš, pa bom mogoče potem za njih imela več časa, pa tako da po eni strani se veselim, predvsem bom imela več časa za mojega tamavga. No, sej, o tem sem te tudi hotel kaj vprašati. Mama, pa balerina, pa na televiziji,
recimo, da malo vem, kako je biti oče, no, zato imam tudi 2 hčeri. Malo pa veš, ne? To pa še ločila si se, naprimer, tega si ne predstavljam, ker to je še teže, še več usklajevanja pa nečesa. Kaj te je bolj naredilo v zadnjih letih? To, da si mama, ali to, da si že toliko časa balerina, pa da si tam prinesla vse to te v bistvu brusa, ne? A je res? A veš, da najbolj na svetu te naredi to, da si mama. Itak, mislim, to je zdaj, zdaj bom pa... No, recimo ta stvar, ne, da dokler nisem ratala mama, se nisem nikoli cmerala. Zdaj sam, da pomislim na pač mojega otroka, se cmeram, vsega me je strah, a veš, čist drugačen človek si pol, ko si starš. Ne vem, se boš sam, mislim, ne vem, kako je pri moških, ampak meni se zdi, da je to premaknilo meni en tak, ko včasih si rečem, kaj mi je tega treba, veš. In zdaj tudi ne moram več gledati, ne vem, poročil sploh ne spremljam več, ker sem slabe volje ratam. In ja, ful me je izoblikovalo to, da sem mama. Ko dejansko prej ne moreš verjeti, kako je, ko obstaja eno bitje, ko bi v tem trenutku umrl za njega, če bi pač mogel, ne. In dejansko bi vse naredil za to bitje. In to je res tista brezpogojna ljubezen in ne vem, in ko rataš mama, ugotoviš, kaj tvoja mama vse zate naredila. In recimo zdaj, ko imam jaz rojsten dan, prav rečem mami, danes bi ti mogla praznovati, ne pa jaz. Pač ja, prav flip se ti zgodi v glavi, se mi zdi, ko rataš starš, no. A si dala kakšno tako nek cilj ali pa mogoče kakšno nalogo, kar rečeš, to mu moram res dati ali pa ta del bi mu rada dala za na ogromno pot? stvari, se veš, itak, ko rastejo, z vsakim obdobjem njihovega življenja je en drug izziv, kaj naj bi jih ti naučil, kaj naj bi jim dal, kako naj bi se do njih obnašal, koliko strog, kakšna pravila, vse to. Ti si stroga. Ne, ampak velikokrat si rečem, zdaj pa bom. In potem ugotovim, da kadar sem malo stroga, ful boljše funkcionirava. Tako da ja, zdaj sem opazila, da moram biti najprej malo stroga, pa je pa tam malo v redu, pa sva super. Sploh zaradi tega je težko, ker pač z Miho en teden, ne. In potem vedno, ko pride k meni, malo preizkuša in vedno, ko pride k njemu, je prvi dan, 2 malo težko, ne. In zdaj sem se naučila, da ta 2 dni moram biti kar malo po regalcih, pa je pa super, pa je pa najboljši otrok na svetu. Zdaj sva full buddyja, se boš videl pol, ko so malo starejši, a veš, pa ko jih ni treba paziti, da ne bojo padali, pa uno, pa tretje, pa nekih plenic pa to, in pol ratejo tvoji buddyji, a veš, in kar zdaj te malo gre kar včasih z mano, mislim velikrat z mano v opero, ja, pa tako, pa recimo pač, ko smo imeli talente, a veš, ga je Miha pol pelil po studiu, ko jaz nisem mogla, pa gor žirante pozdraviti, pa to, pa je bil itak največji car pol v šoli, pač blagor njemu, a veš, pač največji kralj je bil, pol je prinesel podpise od vseh žirantov, pa tako, veš, za mizo je sedel. Mislim, se boš videl počakaj, da tvoje 2 mali še malo odrasteta, pa boš ti ful car, ko delaš na televiziji. Če boš še takrat sploh to nek meri, veš, kaj bodo rekli, tvoj oče je že toliko star, da dela na televiziji, ne, se hecam. Veš kaj, ko si prišla, sem se vprašal, kako pa to, da sva se ujela, pa si rekla, zdaj moram malo počivati. Ja. Veš, ko smo gledali, ne vem, te baletne filme, najhujša stvar, ko se balerini zgodi, je poškodba ali pa zlom. Mislim, vse to je v vsakem športu tako, ne, v bistvu. Ampak tega je ful veliko pri nas in mi smo kar nekako navajene to ignorirati in iti čez to in mislim, meni se zdi, da če danes vprašam moje sodelavke in sodelavce, mislim, če koga kaj ne boli, ne bo niti enega, ki bi dvignil roko pa rekel, mene pa nič ne boli. Mislim, vsak ima neke poškodbe, to je del našega poklica. Ful mi je bilo hecno, ko sem Andreja Škufco, ko sem se pogovarjala o tem, ne, pa on rekel, jaz sem bil pa ful srečen, jaz pa nisem imel nobene poškodbe čez kariero. Sem rekel, Madonna, to je pa skoraj nemogoče, a veš. In je rekel, ful sem imel srečo, ne. Zgleda, veš, mislim, in sreča in pamet po eni strani, da si vedno toliko pri stvari, ker recimo največ poškodb se zgodi, ko si neskoncentriran, utrujen, ne vem, nekaj tacga, ne. In v bistvu, on je imel pa tako srečo, da ni imel poškodb. In sem prav rekla, no to pa si 1 na milijon, po moje. Kaj bi pa ti rekla, da je tvoja največja sreča? Mislim, zdaj trenutno je to Jaša. Ja, to je moj ta-malo. Moja največja sreča, pa ne vem, vsi ti ljudje, ki jih imam okoli sebe, ki imam dobre ljudi. A veš, in tudi z Miho, čeprav sva šla narazen, mislim, je pač čudovit moški in čudovit oče. In veš, tako, ko slišim kakšne zgodbe, ne vem, ko grejo starši narazen, pa kako se borijo pol, pa fajtajo za te otroke, pa si mečejo stvari naprej, pa meni se zdi, da midva sva to tako lepo rešila, a veš, mislim, oba dva imava v interesu pač samo eno in to je pač, da bo najmo otroku najboljš, kar se da in se ful dobro razumeva in res, to je ful pomembno, no.
jaz bom kar iskrena. Ne? Na začetku, ko sem te povabil, jaz vem, kdo si. Seveda te spremljam na televiziji. Jaz tudi vem, kdo si ti. Jaz pa nisem vedel nič. Tako zanimivo se mi zdaj. V bistvu, dokler, kljub temu, da so se nekajkrat srečali na hodnikih tam Pop TV kanala A, nisem nikoli govorila, jaz sem se pozdravila in potem, ko se seveda pripravlja izpraševalec na gostjo, veliko stvari prebereš, ampak vseeno se mi zdi, da nisem zvedel nič tazga, se mi zdi, da vseeno znaš, to tudi vsako gostjo vprašam, zato ker se mi zdi to zelo pomembno, da znaš spraviti tiste stvari, ki so tvoje, da jih pustiš v primeru, pa deliš z nami tisto, kar se sama odločiš. To se mi zdi pomembno, zato ves čas rečem, da ne smemo vse pokazati. Absolutno, ampak je pa tudi res, da kakšni naši novinarji pač sprašujejo o tem, kjer šampon uporabljam, pa kjer maskaro, to se nisem pripravil, no. Nisi, ne? Pa Madonna, Pa da imaš novo stanovanje, mislim, to je tvoje življenje, ne. Kakšni pa dejansko me presenetijo s kakšnimi vprašanji in potem še sama sebe malo spoznavam. In pol prav na koncu rečem, to mi je bil pa ful dober intervju. A veš, še sama nisem vedela tega vse, pa se potem recimo, pa si recimo ti zvlekel to iz mene. A veš, tudi danes, ko se pogovarjava, mi kakšne stvari tako, točno, to je bilo tako, pa se malo spomnim za nazaj. Vsi rečem, to si Ana pa že pozabila, to svojo strast ali pa karkoli, a veš, in mi je pol fajn. No, ravno strast. Prebral sem tale Župančičeva nagrada, imamo Prešernovo nagrado, imamo... Prešernove še nisem dobila, ali kje predlagam. A bi si želela še kakšno nagrado, ki bi pa rekla, to sem si zaslužila, to bi lahko dobila. Pa ne zdaj to za življenjsko delo. Ne, dobro, da to še malo počakati. Obstaja, recimo, v vašem poklicu nekaj, kar rečeš, to je pa res zdaj? Ja, seveda obstaja Prešernova nagrada, ki je še nisem dobila. Mislim, da drugače sem dobila že vse te nagrade, kar so. Prešernove pa res nisem, pa še neki nisem, ne, v bistvu jaz... Čeprav sem v zadnjih 20 letih v bistvu nosila repertoar naše operne in baletne hiše, nekako sem jaz še vedno priznana baletna solistka, to je predzadnja stopnička, zadnja je pa prvakinja. In še kar se pač noben ni spomnil, oziroma nekako je vedno v karieri nanesel, da ali sem bila noseča ali poškodovana, ali neki, da nisem še preskočila te zadnje, a ne. In se mi zdi, da mogoče zdaj, ko pa tudi ne vem več, kako dolgo bom plesala, pa tudi ne vem, če sploh bom kdaj ratala prvakinja. A veš, in si pol tudi tako velikrat rečem ful nefer, ne? Ker pač nikoli ne bom, ne? Mislim, prvakinja je kao prima balerina, veš? In tudi pač vsakega moram popraviti, ker reče, ti si pa prima balerina. Mislim, v bistvu sem, ker pač plešem vse glavne vloge že 20 let, ampak še vedno nisem, ne? Še vedno sem, v angleščini se reče first soloist, ne? Ni principal je kao pa prima, ne? Tako da recimo tudi tega nisem še dosegla, ker je pa tako v bistvu, da ti nekako prvak rataš, ko 5 let plešeš vse glavne vloge. Jaz pa sem jih pač svojih, 10 let kariere skozi plesala, ampak takrat sem prelezla do prve solistke, zdaj zadnje 10 let pa ali sem bila noseča ali poškodovana in nikoli ni bilo 5 let v kosu in me tudi v bistvu umetniški vodje niso mogli predlagati, ne. Niti sama nisem mogla reči, halo, dajte me, ne. A veš, in je v bistvu tako malo nefer, ampak je to pač splet okoliščin, tako je življenje moje naneslo, in pač očitno nikoli ne bom prvakinja, ampak bom preživela s tem, bom okej. Kdo je pa v Sloveniji recimo jaz zdaj s tabo tukaj sedim, pa če bi te vprašal, ker tega pa ne vem, priznam, kdo je bil pred tabo na tem nivoju? Katera balerina je taka slovenska, da bi ti rekla, to je moj idol, ona je pa res? Mislim, veš kaj, sej veliko punc, recimo tudi, recimo 2 balerini tudi, ki sta šli z mano, dvojina, čez baletno kariero, pa smo bile recimo 3 približno isto stare, ne, generacijsko, pa smo res zdaj 20 let nekako nosile repertoar, ker vedno ne more biti sama ena. Predstav je preveč in bi umrla, če bi bila sama ena, ne. In recimo one 2, tudi vedno sem se po njiju 2 zgledovala, glih toliko sta malo starejše od mene, one 2 recimo obe sta par let nazaj ratali prvakini in sem si jaz rekla, no super, saj čez par let bom pa še jaz, pač ne bom. No, ampak recimo oni 2 tudi, ne, sta šli z mano, vedno sta mi bile ali konkurenca, ali izziv, ali vzor nekak, ampak sta šli nekako z mano čez kariero, pa seveda pač tiste, ki so bile takrat, ko sem jaz začela na tem, kjer sem jaz zdaj, ne, te balerine, a veš. Se potem kdaj dobite, pa si rečete, se dobimo? Mislim, recimo z eno od teh 2 sva pač ful prijateljci, mislim tudi, ne vem, gremo skupaj na morje, gremo skupaj ven, sva tudi čez celo kariero, smo skupaj ven hodile žurače, ko smo bile mlade, ne, tako da seveda. Mislim, tudi mi smo še normalne, tu pa tam, čeprav smo v baletnem svetu. Še eno pa vprašanje glede tega baleta.
vem, da imaš te glavne vloge, ampak nekje sem pa prebral in zasledil, da zelo rada pa v bistvu plešeš tisto, kar je izrazno oziroma malo bolj moderno, ne ta klasični del. Mislim, jaz imam ful rada klasiko, da ne bo pomote, ker je res taka matematika. In malo sem piflarka, to itak mi na PopTV-ju skozi govorijo, ker vedno pridem ful pripravljena, pa vedno si zapišem, pa vedno točna, pa Ana, no, malo bolj na easy, no, a veš. Pa jaz, rekli smo 10:00, a veš. Ampak imam ful rada klasiko, ampak pri klasiki se vidi največ napak. Za klasiko moraš biti ti v najboljši formi, mislim, moraš biti res tipi-topi. A veš, pri klasiki težko zmutiš neki, ne? Če pa to neoklasika ali pa sodobno, pa lahko daš malo bolj osebnega, malo več osebnega prediha, lahko zapelaš kaj tudi, če ti ne rata. A veš, v bistvu je malo bolj svobodno, lahko se malo več gibljaš, ne? Klasika je res ful omejena, no? A pa misliš, da ples ni staromoden, ne bo izumrl? Absolutno, da ne. Mislim, pač ples je zadnji, ki bo izumrl na tem svetu. Mislim, mogoče bojo zaprli gledališča, ampak pač ne, ples ne bo izumrl nikoli. Plesal se je, preden se je govoril. Res je. Ja. Res je. A gledalcev je dovolj, obiskovalcev? Ja, seveda. Mislim, meni se zdi, da to je pa... mislim, ples je taka kultura, da tega ne moreš vzeti nobenemu narodu. In to bo pač vedno. Če vzameš to, vzameš srce in dušo, ne moreš tega vzeti. No. Koliko najdlje časa so ploskali, ko si odplesala? Ja, ful. Dobro, jaz pa res že toliko časa plešem, da sem pa tega že doživela ful. Mislim, ja, po, ne vem, 10-krat zastor gor, ne vem, stoječe ovacije. Ko smo bili to je bilo ful luškano, ko smo bili v Seulu na gostovanju enkrat, pač to je totalno smešno, oni delajo tako. Oni ne ploskajo, ampak neki tako neki ne vem kva, v glavnem hecni so za znoret. In smo imeli mi pač prvo predstavo tam in pač, ne, mi začnemo in tako, ne vem, jaz nekaj plešam, 2 koraka za koraka, naredim, ne vem, 2 pirueta, nič tacga, ne. In oni in a veš, kaj te kar zmede, a veš, in potem naprej naredi fant en dvig z mano in so skozi kar tako delali. Pa so nam povedali, da pač pri njih je to tako. In da oni nad vsem, ko so navdušeni, takoj že neki ploskajo, neki. In pač mi nismo mogli sploh predstave plesati, ker je bilo to tako smešen. A veš, samo da sem dvignila nogo. A veš, oni tik. In pač to je bilo tako luškano, mislim, to je bilo tako res pač nekaj, kar ne doživiš v Evropi, no. Ampak drugače, ja, recimo, ne vem, štajerska publika je ful bolj strastna, kakor pač naša tukaj, ja, saj to je znano. Ampak to ne pomeni, da zdaj kritiziram našo publiko. Naša publika drugač izraz. Recimo, vedno, ko stopaš na oder, po parih minutah že čutiš energijo od tam, veš. Prav čutiš, a je koncentracija prava, a so s tabo, koliko jih boš pritegnil. Tako se mi zdi res, da po parih minutah že veš, kakva bo predstava. In ja, če mogoče vi mislite, da sam tam sedite, ne, ful ste pomembni. Ta feeling, a veš, res ful je pomembno. In ja, pol se pa itak na koncu, mislim, ja, na koncu pa te trenutke, kaj je pol vredno, ne. Ko prideš gor, pa jih pogledaš vse, pa ti vsi ploskajo, pa ka veš, da si dobro naredil. Ker če recimo si pri sebi, joj, pa nisem tako dobro naredila, pa ti kar malo bedno včasih hitno poklone, a veš. Ne zaslužim si zdaj tega aplavza, a veš, mislim, tudi to se zgodi, kaj, a veš. Veš kaj, čisto za konc, no, ker zdaj sem res sam pri sebi razmišljal, kako naj sploh začnem pogovor, ampak s tabo je to tako enostaven, a ne? Oprosti, ker te prekinjam, ampak daj preden neham plesati, boš prišel kaj pogledati? Bom. No, daj. Obljubim. No, daj. Včasih sem hodil v opero, potem pa je bila ta korona, priznam, in potem zdaj pa moram ženo peljati, no. Tako da, ko bodo otroci zaspali, pa dobijo varuško, za zvečer prideva v veš kaj, imamo v bistvu junija, imamo Trnulčico in je ful lepa predstava, tudi tvoja ta mala koliko 4,5. Ja. Res? Zna biti, ja. Hvala, da mi boš hčerko peljala točno v vode, za katere si na začetku pogovora rekla, tudi slučajno ne. Hvala, res. Dej, no, pa pol mi reč, mislim, se bova zmenila, pa gremo še odzadaj za oder. A veš, ja, pa sem že zafrkala. Hvala, res. Raven to sem si želel, da se ne bi zgodili in vidim, da se na koncu mogoče bo. Oprosti, prekinila sem te. Ne, je že v redu. Nekaj si hotel že okej. Veš kaj, rad bi sam rekel, no, da mi je bilo zelo v veselje s tabo poklepetati. Imam ta privilegij, da glede na to, da delam na televiziji, si lahko izberem, kdo pride k meni, ampak sem imel nek respekt do tebe. Res? Res, zato ker jaz bom vsaj rekel, prima balerina, ne, je nekaj, s čimer mi fantje ali pa tudi, ne vem, očetje rastemo, ker gledamo na televiziji, si ustvarimo neko mnenje, jaz sem pa tebe spoznal še kot žirantko in sem rekel, veš kaj, ona je res nekaj, kar morda v Sloveniji niti ne znamo ceniti, če bi bilo to kjerkoli v tujini. Res. Ne, res se mi je zdelo, tako da sem bil res vesel, da si
Ej, Da si Gregor, taka hvala, pa si, jaz no, sem tudi, ful sem uživala. No, me veseli. Upam, da naslednjič ob kavi bom lahko Ja. jaz tebe malo več sprašvala. Ne? Prav. Ful Moje ti življenje hvala. ni toliko zanimivo kot balerina. Jaz sem prepričana, da je. Ok, še eno vprašanje. Fant je v baletu, a ne? Ja, To pa te zanimivo. nisem nič vprašal, okay, ker je to svet, Gregorjev žensk, ampak vendarle, a ne, fantje. Fantje v baletu, tudi fante rabimo, ful jih rabimo in tudi jih imamo veliko, sicer še vedno je razmerje, je pač punc več, ampak v teoriji, mislim, v klasičnih baletih rabaš tudi skoraj vem. isto število moških, zaradi tega, ker je pač ples v paru, a ne? In so pač pari na odru. Ne? In tega je pri nas, mislim, zelo je problematika je s uvozom fantov in imamo večinoma vse uvožene, a ne, zelo malo je Slovencev. Veš, ko pravijo tudi, da je pač toliko gejev v baletu, pa ni, je pol-pol. Po moje je toliko gejev, kot je v banki ali pa v, ne vem, igralstvu ali pa kjerkoli, tako da dejansko se tudi straight fantje odločajo za ta poklic, sicer ne toliko v Sloveniji, iz tujine bolj prihajajo straight baletniki, ampak jaz recimo ful rada vidim moškega, ki ima tisto pravo moško energijo, pa je potem tam v pajkicah. To rada vidim, da ni poženščen, zdaj, če si ti baletnik, moraš biti pa poženščen. Ne. To ne pomeni, da si zdaj poženščen. Ne? Še vedno si ti dec. Ne? Še vedno Trnuljčica rab svojega princa, ki ne zgleda kot punčka. Mora biti dec. Ne? In imam ful rada gledati te moške karakterje, ki so res moški na odru. No? Čeprav so v pajkicah. Ana, hvala lepa. Iščeš kakšnega takšnega moškega? Ne, v pajkicah. Pustva to za drugič. Vidiš, moramo nekaj si pustiti, še, da greva na kavo. Bova. Hvala, Ana, za tvoj obisk. Super si bila. Ej, hvala tebi za Z veseljem, vabilo. z veseljem. Pa za rožico. Ja, veš, da 8. marec je 8. marec. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste zdržali z nama. Upam, da ste slišali veliko zanimivih stvari, sam zagotovo sem. In en lep pozdrav do naslednjič.